Hi, I'm Sarah. I'm deeply in love with all things beautiful that make life bloom. I believe that with every step we take, we can make life grow stronger. Some think that's a struggle, but I think that it can be done in all sorts of fun and enjoyable ways. That is why I started to film the Life Keepers Diaries. Here is where I share my views of beauty, my ways of giving back to life, and my sparkles of creativity. I think those are exactly the ways of how to fill life with joy and love for ourselves and others. That is the way of a life keeper. Znova sem na morju in v bistvu je zame kar majčkeno nenavadno, da sem v tem času na morju, torej v bistvu sredi avgusta, ko je višek turistične sezone. Jaz sem 3 leta študirala v Kopru in takrat sem se res navadila morja izven turistične sezone. In moram reči, da mi ta energija na obali veliko bolj ustreza, kakor pa takrat, ko se gruče ljudi zgrnejo k morju in se res energija popolnoma spremeni. Sicer imam pa danes še en tak poseben namen, ki ga želim izpolniti in delno sem ga že. In sicer nameravam nabrati nekaj rastlin, iz katerih bom oblikovala kadilne svitke. Torej, nekateri to mogoče poznate pod izrazom smudge sticks, kar se pozna predvsem iz kulture ameriških staroselcev. Jaz tako ljubkovalno smudge sticks kar pokrajšam v smačkoti in jih res ful rada izdelujem in zelo rada jih tudi uporabljam. In kaj to sploh je v bistvu? To so taki svitki, ki jih oblikuješ iz načeloma svežih rastlin. Veliko lažje je delati s svežimi rastlinami, ki jih poviješ v take tanjše svitke in potem jih daš sušiti, tako da potem lahko to uporabljaš kot kadilno sredstvo, torej za prekaditi prostor za tisto neko fizično in duhovno očiščenje prostora. Lahko pa tudi v bistvu sebe. Lahko pač je tak obred, ko s kadilnim svitkom, ki ga zažgeš, prekadiš tudi sebe in se s tem psihično in fizično očistiš. Torej, omenila sem, da se to zadevo večinoma pozna iz kulture ameriških, predvsem severnoameriških staroselcev in nekateri so bili nekako v strahu, da je to tudi neka oblika potvarjanja njihove kulture v naši kulturi, ampak v bistvu ni res, zaradi tega, ker različne vrste torej prekajevanja prostora oziroma ljudi oziroma obredov s kadilnimi sredstvi, torej različne stvari lahko uporabljamo, so dejansko obstajale skozi različne čase v vseh prostorih praktično na tem svetu, samo pač odvisno je, katero snov uporabljaš. Torej danes se te kadilne svitke predvsem
pozna narejene iz žajblja. Ampak ni res, da je to edina stvar, ki jo lahko človek uporabi. V bistvu je poanta ravno v tem, da človek najde tisto, kar je v njegovem prostoru nekako avtohtonega in na voljo in s tem opravi nek ritual zase v svojem prostoru. To je nekako najbolj smiselno, najbolj vzdržno, absolutno, in tudi najbolj smiselno, zaradi tega, ker mi vendarle smo oblikovani tudi z strani tega prostora, v katerem bivamo. Na njega smo najbolj prilagojeni in se ponavadi na snovi, ki jih dobimo v tem prostoru, tudi najbolj odzivamo. Tako da jaz sem danes že nabrala lovor. Bom nabrala tudi še rožmarin, pa cipreso. Vse to se lahko uporablja, lahko se uporablja tudi še celo vrsto drugih stvari in dejansko kasneje nameravam jaz tudi moji mamic, ki pa živi čisto na drugi strani naše države in posledično pač pri njej rastejo druge rastline. In tam bom pa nabrala, vem, da ima v vrtu sivko, pa ognjič, nabrala bom brin, to mi je najbolj pomembno v njenem prostoru, zaradi tega, ker v bistvu je tam lahko dostopen, pa še v bistvu je bil brin skozi čas v našem prostoru res ena taka zelo uporabljena in kar precej sveta rastlina, zaradi tega, ker ima toliko pozitivnih učinkovin na naše zdravje. No, omenila sem, da bom uporabljala tudi sivko, ognjič, mogoče bom našla tudi še kakšen cvet vrtnice, bom videla, kaj vse se trenutno nahaja, kaj vse cveti in raste v mamičnem vrtu. In ja, to mi je tako lepo, ko uporabljam tudi kakšne cvetove, različne barve, različne oblike. V bistvu se potem res lahko tako lepo poigravamo že samo med izdelavo. Že sama izdelava teh pripravkov je res taka res prijetna, sproščujoča, pa ena taka lepa vez z naravo pa s svojim okoljem. Tako da ja, res priporočam, če se jih odločite sami izdelati, da mogoče zraven vključite tudi še ta neki estetski element, zaradi tega, ker je pa res še dodatno veselje, ko vzameš tisti svitek v roke in že izgleda lepo, poleg tega, da je potem tudi efekt tako prijeten. No, kako pa se jih sploh izdela? Torej, nareže se take krajše kose rastlin, torej načeloma neke veje, cvetove, pač odvisno kakšne oblike je rastlina. Potem se jih v en tak šopek stisne in se jih povije z eno tako naravno vrvico, ki pa mora biti dovolj močna, da se z njo lahko res fajn zategne rastline. Zaradi tega, ker kot sem že omenila, najboljše delati oziroma najlažje je delati iz svežih rastlin, lahko se dela tudi iz suhih, ampak lažje je izdelovati to iz svežih rastlin in potem se to fajn močno povije, zaveže in obesi, da se potem to posuši. Torej, suši se pač odvisno v kakšnem prostoru to sušite. Najboljše je seveda v senčnem in zračnem prostoru, ampak pač odvisno kakšne razmere imate in posledično tudi koliko časa se bo stvar sušila. Tako da jaz jih včasih kar obesim, pa so lahko tudi več tednov tam obešeni, ker tudi zelo luštno izgledajo v prostoru, ko tam visijo. No, ampak zakaj se fest zategne? Zaradi tega, ker ko se rastline sušijo, se seveda tudi stanjšajo in posledično se pač svitek majčkeno razrahlja, tako da je dobro imeti čim bolj zategnjeno zadevo, zaradi tega, da pač na koncu ne razpade, ko so rastline suhe.
Jaz se že nahajam v mamičnem vrtu na Kozjanskem, eden izmed, no, tukaj je tak bolj zeliščni vrt in grem pogledat, kaj vse lahko najdem v njem, da lahko naredim smačkote. Imam pa danes še eno tako luštno pomočnico, jo lahko tamle od zadaj vidite. Tukajle, to je Hana, psička. Zdaj gremo pa po Brin, ampak na glavnem Brinjevem teritoriju so trenutno drugi prebivalci. Tako gre to. Jaz se pobijam v žbunju, one pa za mano hodijo. V družbi novih prijateljic sem našla Brin. Ja, bravo punce, lej, kako smo ga našle. Ja, nič nimam zanimivega. Evo, tole je pa Brin. In za Brin nujno rabimo zelo močne rokavice, zaradi tega, ker Brin fest pika. Tako da brez rokavic iz usna ali pa iz česa tazga ne bo šlo. Evo, zdaj pa gremo nabirat Brin. Da mim grede podelim še eno misel oziroma neko modrost, recimo temu, ki se mi je porodila zdajle med nabiranjem Brina v družbi delih mojih novih luštnih prijateljic. Se poznate tisti reka, ne, a si ovca ali si volk oziroma lev, karkoli pač že kdo izbere, torej pač neka ovca, taka vodljiva, pa mehka, pa luštna, pa prijazna, ali si nek predator oziroma nek plenilc. In itak v tem svetu, kjer skoraj da moraš biti plenilc, ne, če hočeš preživeti, seveda vsi takoj rečejo, ja, jaz sem plenilc, jaz sem ta močen, tist, ki se me lahko bojijo, oziroma tist, ki vodi, oziroma tist, ki zmaguje, pa je močnejši od drugih.
Ampak po drugi strani pa meni je zdaj v družbi telih malih luštnih kosmatih biti prav fajn. Res so take prijazne pa zvedave, res vse čas opazujejo, kaj delam, tako svoje noske k meni tišijo, pa čisto se k meni stisnile. In je res prijetno. Po drugi strani recimo v družbi nekega volka, mislim, da se ne bi počutila toliko lušten. Tako da se mi res zdi tako, da bi lahko tudi ta neka sporočila majčkeno prevrednotili oziroma premislili oziroma se majčkeno vprašali, kaj dejansko si sporočamo s tem. A je smiselno ves čas biti v vlogi nekega planilca, ki se ga vsi bojijo, v družbi kogar ponavadi ni prav prijetno, ali je fajn včasih biti tudi zavestno ena taka prijazna žvalca v družbi, katere je pa res fajn, v družbi, katere se ljudje počutijo varne, sprejete, ki znajo narediti tisti prijeten, domač, mehek, topel vzdušje. Tako da mislim, da imam marsikaj za premisliti. No? Tako da to misel sem zdaj tukaj vmes navrgla, ker sem ravno v njihovi družbi. Ja, ne. A vidiš, no, pa se pa takole malo k tebi stisne, pa te malo poduza s svojim noskom, pa ti lušten. Ja, pa vsem je fajn, če nam je lušten, a ne? Tako da, včasih mogoče sploh ni slabo biti ovčka, taka prijazna pa mehka pa topla. Gremo, četica, gremo. Najbolj. Okej. Za posledek pa še robide. Lej, koliko jih je. Dobrote. Tudi Hana jih ima rada. A ne, Hana? Dobre robide. Hana? Ok, daj ti bom probala malo let svrst. 3, 4, zdaj. Bravo! Dan je naokoli, oziroma pač danes je že naslednji dan, zaradi tega, ker včeraj res nisem imela več moči, da bi začela delati še pač celoten projekt s mačkoti, zaradi tega, ker je bilo že precej pozno. Tako da sem se odločila, da stvari prihranim za danes in dejansko s mačkote naredim danes. Tako da tukaj imamo že celotno zalogo zelišč, ki sem jih včeraj nabrala. Tukajle imamo celotno zalogo, ki sem jih nabrala zadnjič na morju. Sem pa zdaj pripravila še take vrvice. Vrvice res morajo biti iz naravnih materialov, zaradi tega, ker se bo stvar žgal in pač kakšna plastika res ne sodi zraven. Ja, danes imam novega pomočnika še zraven sebe, ki se nekako noče ločiti od mene. A ne, Aksel? Naslednja stvar so škarje, se jih še vedno rab, zaradi tega, ker potem vmes malo reguliraš, kakšna dolžina svitka bo, oziroma če bi kaj še preč porezali, tako da ja, pač še vedno uporabljamo tudi škarje, pa jaz bom uporabljala še rokavice, ki imajo usnje od spodaj, oziroma pač nek material, ki je dovolj močen, da brin ne pride skozi. Torej, če bi delala s katerokoli drugo rastlino,
v celoti, kaj jih imam zdaj tukaj na izbiro, bi lahko delala pač tudi z golimi rokami, ampak glede na to, da imam zraven brin, je pa potrebno pač imeti nekaj, da te čist ne obode. Ja, tako da to je to v bistvu in zdaj gremo pa lahko kar na delo. Evo, in smačko je končan. Torej, tukaj je taka vrvica, zaradi tega, da pač lahko pol to tako visi, ko sušiš. Tako da jaz jih kar na eno vrvico ali pa na eno palčko si jih obesim, pa se pol tako lepo sušijo, eden zraven drugega in v bistvu res ful luštno izgleda. Sploh tako, če imaš vse tako bolj v lesu, pa bolj tako natur, res lepo izgleda, je to že kar okras sam po sebi. No, pa nekateri mogoče niso všeč taki zaključki, takole v bistvu čist naravni, a ne, in nekateri prirežejo že medtem, ko delajo, nekateri jih tako upognejo, da je pač kao malo lepši zaključek, sam meni se tak zdi čisto okej. Ja, in to gre zdaj se sušiti za nekaj tednov, tako da se res fajn presuši skozi in skozi, a ne, ker tukaj so zdaj fest zbite rastline, tako da se počasi sušijo. Pač itak pri vsakem sušenju je ta najboljš, da je senčen pa zračen prostor. Tako da pač, da rastline čim več dobrih lastnosti ohranijo, pa da ne začne kaj plesneti oziroma da se sploh posuši. In to je to. Res v bistvu ful luštno za delati, pa tak lep rezultat, pa potem je res super to tudi uporabljati v svojem prostoru oziroma pri sebi. Jaz sem jih enkrat tudi dala v dar svojim prijateljicam in so bile res zelo vesele. Tako da, ja, taka fajn zadeva, taka fajn prostočasna zadeva, pa fajn tudi za uporabljati. To je to.